Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Aktualno. Danes je v moji družbi župan občine Radenci, gospod Roman Leljak. Gospod Leljak, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav vsem gledalcem TV Ideja. Povejmo nekako, smo približno na polovici vašega mandata. Kako bi ocenili svoje županovanje do danes? Ocenil bi ga zelo enostavno, delovno in zelo naporno. Če bi se vrnil 2 leta nazaj, bi verjetno bil nek drug sogovornik, ne pa jaz, ker se verjetno za takšno ne bi več odločil. Namreč delo župana ni enostavno. Predvsem v tem razburkanem času, ob vseh teh zakonih, pravilnikih, ki obstajajo, to gre za zelo naporno delo in verjemite mi, da odkar sem župan, pridem vsako jutro ob 7 v službo in še ni dneva, da nisem šel iz službe, vsaj da ni ura 19:00 ali pa še kasneje. V sobotah, v nedeljah pridem sem brat gradiva, ki jih ne utegnem skozi tedna. Zelo naporno in kaj ne rečem. Ampak župan sem, zadevo moramo delati. Ocenjujem, da smo itak neke stvari zelo dobro naredili, neke stvari smo naredili dobre temelje in Radenci se vsaj na oko malo spreminjajo. Poleg epidemije, ki se je bova še dotaknila, kaj je bil morda v teh 2 letih največji izziv, odkar ste župan občine? Največji izziv je bil seveda komunalno podjetje. Namreč občina Radenci je edina občina v Sloveniji od 212 občin, ki je imela zasebnega izvajalca komunalnih storitev. Komunalnih storitev, ki ni bila niti podeljena koncesija v skladu z zakonom, koncesije za vodo, za upravljanje z vodo sploh nikoli ni bila podeljena, koncesija za odvajanje in čiščenje pa bila po odločbi Računskega sodišča nezakonito. In prvo leto, ko sem prišel, moram povedati, da je tudi čistilna naprava bila skoraj 70% v lasti zasebnega podjetja. In prvo leto sem se mučil, da to zadevo razrešim, da ustanovimo režijski obrat, da najdemo kader, ki bo to delal in da občina sama prevzame te storitve. To smo uspeli, tako da komunalne storitve vse opravlja režijski obrat občine Radenci. Po 2 letih moram povedati, da je zelo kvalitetno, zelo kakovostno in zelo šparovno, kar je posebej pomembno. Od marca nekako so že omenila, se soočamo s to epidemijo koronavirusa. Kako ste se pri vas spopadli z njo, se pravi v občini Radenci? Glede, mene osebno, pa tudi vse ostale, je seveda ta korona marca meseca presenetila. Bilo je to 13. marca. Nismo vedeli, kaj nas čaka. In takrat smo ravnali v najboljšem prepričanju, da ravnamo prav. In moram povedati, da smo v občini Radenci bili takrat zelo uspešni. Mi v prvem valu nismo imeli niti ene okužbe. Ena od redkih občin v Sloveniji. Sprejel sem tudi osebno nekatere ukrepe o zapiranju lokalov, vse skupaj. Upali smo, da smo popolnoma zaščitili. Mislim, da smo bili prva občina v Sloveniji, ki smo takrat že 15. marca, 3 dni po razsazitvi, vsem občanom zastonj podelili maske. Vse smo to uredili. Tako da mislim, da je bil tista prva zadeva, prvi zelo dobro pripravljen, seveda. Ob tem smo delali naprej še vse ostale projekte. Za drugi val pa smo pač prepustili državi, da se sama država pripravlja. Mi na občini smo se pripravili v tem, da smo imeli na zalogi dovolj mask, da smo imeli dovolj razrešil, teh sredstev za razkuževanje. To smo se pripravili in teh zadev imamo dovolj, vse ostalo pa smo prepustili državi. In v tem trenutku izvajamo tisto, kar pač država od občin pričakuje. Nažalost, v tem trenutku imamo 121 okuženih, kar je za občino Radenci kar precej. V teh pogojih vrtec še vedno dela.
Tako da je dokaj naporno. Evo, včeraj, se pravi, včeraj smo v vrtcu zaprli en oddelek, ker je bila ena oseba od strokovnih delavcev pozitivna. Dnevno se srečujemo s tem in skupaj z vsemi občani in verjetno celotno Slovenijo, cel svet upa na to cepivo in da bi spomlad res bila tista prava spomlad, ki smo bili vajeni vso življenje. Kaj je morda večji izziv, nekako spopadanje s tem številom okužb ali pa z samimi, ne vem, zgodbami ljudi, ki so v tem času morda ostali brez službe, brez tega se pogovarjati z njimi? Ja, mislim, da sem jaz eden redkih županov, ki ima svojo telefonsko številko javno objavljeno, da tudi časopis, ki ga izdajamo skoraj vsak mesec kot občina, je tudi moja telefonska številka javno objavljena in ljudje me neposredno kličejo za vsake stvari. Vsako stvar poskušam reševati in moram pač povedati, da je ta situacija tudi zelo napeta, da je na različne ljudi različno reagirajo na vse skupaj, da se mnogim pozna ta zaprtost, ta pritisk, da pa le nismo odprti, da se moramo držati nekih omejitev, da tista svoboda ni več takšna, kot je nekoč bila. In ljudje različno delujejo. Predvsem tisti, ki niso materialno dovolj močni, ki izgubljajo službe, ki, na primer, zakoni že itak niso bili stabilni, pa so sedaj, ko so pač partnerja non-stop skupaj, še slabši. In vse so to težave, s katerimi živimo vsak dan in ni prijetno. Zato res Boga molim, da bi čim prej to končali in da začnemo normalno živeti in da se vrnemo v tiste tire, ki smo bili in da rešujemo normalne probleme, ne pa tisto, kar je v tem trenutku ni lepo. Morda zdaj k malce bolj pozitivnim temam. Katere projekte morda bi izpostavili, ki ste jih v teh 2 letih zaključili, na katere ste morda najbolj ponosni? Poglejte, kar nekaj teh projektov je bilo, na nobenega nisem posebej ponosen. Ponosen sem v bistvu na to, da se v občini Radenci vidi, da smo veliko tega spremenili. Najprej sem bil vesel, da smo edina občina, ki po 20 letih ni imela prave trgovine v občini Radenci. Bom zdaj naredil reklamo za Spar, da smo ta Spar dobili in so ljudje, verjemite, bili veseli, da je prišla trgovina v Radenci. Prej pač nismo ustvarili pogoje, da bi trgovina lahko bila. Pristopili smo reševanju parka. Evo, končno lahko povem, da je polovico parka Radenska v lasti občine. Da smo uspeli v tem 2-letnem obdobju se pogajati z Savo Turizem in smo uspeli, tako da smo tudi v zemljiški knjigi lastnik parka, to pomeni tega kompleksa, kjer je bazen, ki zdaj izvajamo, na novo obnavljamo mini golf, da je sedaj to občina lastnik in da so vse poti za razvoj odprte. To pomeni, sedaj lahko se normalno javljamo na evropske projekte in vse skupaj, ker smo lastnik. Pred tem to ni bilo možno. In to je bilo osnova. Najte prvo moraš biti lastnik, pa potem vse skupaj. Se pravi, to pridobivanje parka me res veseli, ker zdaj bo omogočilo razvoj. Druga, uspeli smo se z Ministrstvom za infrastrukturo dogovoriti, da so v tem mojem mandatu do leta 2022 2 ceste obnavljajo. To so ta novo plastično križišče, ki smo ga naredili v Radenci, pa do Petanskega mosta in pa cesta od, se pravi, Svetega Jurija, od avtoceste pa vse do Radencev, cesta preko Kapelskega vrha se bo popolnoma obnovila, razširili, naredili se bojo pločniki in vse tisto ostalo, da bo ta cesta še naprej, da bo obnovljena. Moram pa tukaj poudariti, da smo se trudili, da bo pa kategorizacija ceste postala enaka, torej turistična cesta. To pomeni, da ne bo potem, ko bo zdaj obnovljena, da bo tukaj možnost voziti se s tovornjaki in podobno, se pravi, namen ceste ostaja popolnoma enak. In to je tudi tisto, za kar sem se res trudil. Vesel sem, da smo v končnem mandatu mojem razrešili problem in uspeli s tem, da smo se odločili in že dobili izvajalce za izgradnjo telovadnice na Kapeli. Imamo podeželsko šolo, imamo šolo v Radencih, 2 šole in že vedno je bil pritisk, da bi se te šole združili, da bi zaprli Kapelsko, vse skupaj. Po meni je bogatstvo, če en kraj ima 2 šole.
Sploh, če ena podeželska, ena pa, če rečem takole, bolj mestna, ajde. Zato je izgradnja telovadnice na Kapeli zelo potrebna, ker bo podaljšala obstoj osnovne šole na Kapeli, omogočila učencem, da končno imajo svojo telovadnico in sem zelo vesel, da smo ta projekt izpeljali in da zadeva gre že letos v izgradnjo in bo naslednje leto končana. Vesel sem, da smo končno uspeli pridobiti sredstva za izgradnjo nove čistilne naprave, za katero imamo dovoljenje stare, ki je bila zgrajena 69. leta do 72. dovoljenje do aprila naslednjega leta. Potem jo moramo zapreti, ker pač ne funkcionira in je popolnoma ima slabe rezultate. V tem trenutku več kot polovico vsega, kar Radenčani pridelamo, gre direktno v Muro, tako da bomo končno rešili ta problem in se zahvaljujem vsem ministrstvom, da so pristopili in da smo to zadevo rešili, tako da evo še dodatnih 5-6 milijonov gre v novo čistilno napravo, ki upam in verjamem, da bo konec 21. začetka 22. tudi fizično dokončana. To so tisti projekti, ki so največji. Seveda smo kup projektov naredili v razvoju v tem, da smo pristopili sistemskemu reševanju problemov kanalizacije. Mi imamo v Radencih 50 let staro kanalizacijo, še iz betonskih cevi, betonskih vse skupaj. Zadeva je totalno v razpadajočem stanju. No in mi smo letos uspeli 4 ulice kanalizacijske popolnoma obnoviti, narediti nove vodovod, novo kanalizacijo in vse ostalo infrastrukturo. Naslednje leto delamo 5 ulic, 22. delamo Kirdičevo naselje, to blokovsko naselje. Tako da računam, če bi s tem tempom nadaljevali, da bi lahko v 4-5 letih naredili, da imamo popolnoma novo kanalizacijo in pa vodovodno infrastrukturo. Pomembno je to iz svojih sredstev, iz tistih lastnih sredstev, ki jih na občini, ne iz evropskih projektov, ampak to je pa iz sredstev, ki jih ljudje plačujejo preko položnice in vode in tega. Uspeli smo postaviti takšen režijski obrat, da dela z minimalnimi stroški, da se vsa omrežnina, ki se zbira, dejansko uporablja za namen izgradnje novih. In to je tisto, kar bi svetoval vsem ostalim županom, da se iz sredstev, ki jih občani plačujejo vsak mesec, tudi obnavljati in ne rabimo vedno imeti samo evropske projekte. Morda, če so pri evropskih projektih oziroma pri morda nepovratnem denarju, ste morda že ali boste predlagali kakšne projekte v tem načrtu okrevanja, ki ga ima vlada? Mi smo prijavili za precej denarja. Mi smo, mislim, da ena od občin, ki smo prijavili največ projektov, mislim, gre za skupno 128 milijonov evrov. Od tega 5 milijonov za revitalizacijo parka, se pravi kompletno obnovo parka, se pravi podeželskega razvoja, Murčak, Murski Vrh, kot sem rekel, čistilno napravo, ki smo ga zdaj že dobili, v bistvu denar, telovadnico. Naredili smo projekt 80 milijonov z nemškim partnerjem za izgradnjo geotermalne elektrarne. Tudi ta projekt pridno delamo na tem in je zdaj en dolgoročni program, se pravi ob izgradnji takšne geotermalne energije bi lahko proizvajali elektriko za vseh 27 občin v Pomurju. Projekt je vreden, kot sem rekel, okrog 80 milijonov evrov. Naravne danosti imamo. Če bo politična volja in če nam bo vse te neprilike okrog korona vse to dovolile, verjamem, da bi takšen projekt lahko tudi pripeljali k realizaciji. Povejva nekako to, do zadnje dni se veliko govori tudi o negativni oceni Računskega sodišča javnemu podjetju Cerop in občinam, ustanoviteljicam. Kakšno je vaše mnenje o tem?
Osnovna kršitev podjetja Cerop pred 2 letoma, ki sem jo v bistvu ugotovil in prvi nekako javnost seznanil oziroma na sestanku vseh županov povedal, da pač to tako ne gre. Namreč vse 27 občin je ustanovilo podjetje Cerop, ki se ukvarja z komunalnimi odpadki. Mi smo temu podjetju dovolili oziroma tudi registrirali za to, da ima tako imenovane posebne storitve. To pomeni, da nekatere odpadke prodajajo naprej in na trgu služi denar za temi odpadki. In ta denar, ki bi se mogel višek pojaviti, to so tako imenovane posebne storitve, govorim zelo enostavnim jezikom, da me bodo ljudje razumeli, se pravi tisti denar, baker, pa ne vem kakšni proizvodi, ki dobijo denar nazaj, so tako imenovane posebne storitve. In ta denar po odredbi MEDO, ki se dobi, se more vračati nazaj v javno službo, to je urejanje teh smeti, odvoz smeti in dalje vse skupaj. Se pravi, če je 4 milijone evrov, ki jih je Cerop nezakonito dal tja, 4 milijone evrov teh posebnih storitev, ki jih je prislužil na trgu, bi moral dati v javno službo, posledično bi vsi danes mi plačevali manj položnice. Ampak ne, Cerop je kršil odredbo MEDO, tako se imenuje, kršil to in je denar od posebnih storitev namenil za izgradnjo enega mensane, enega objekta, ki služi kot stanovanjski, ki društvom in ostalo vse skupaj. To ni dejavnost komunalnega podjetja. Komunalno podjetje se lahko ukvarja vsemi s tem. In jaz sem na to upozarjal, da ni to prav, moram povedati, da nekih velikih odzivov pred 2 letoma ni bilo. Moram povedati, da sem jaz potem to predal tudi na Računsko sodišče in na koncu sedaj je prišel rezultat takšen, kot sem pač povedal. In ne samo to, odkrili so še marsikaj druge, ne samo to, da je 3 milijone 800 nezakonito porabljeno v namene, ki v osnovi nima in Računsko sodišče sedaj predlaga, da se ta objekt mensano proda, denar vrne v javno službo, kar bi posledično pomenilo, da bi vsak občan v 27 občinah plačeval vsaj 5 evrov manj na mesec smeti. Ugotovili so, da se tudi cene storitev, ki so bile postavljale nezakonito. Se pravi, da so se neke storitve obračunavale s občanom, ki se ne bi smele. Zato so Računsko sodišče daje odgovornost tudi na vseh 27 županov, ki so vse to dovolili. Se pravi, tudi tukaj Računsko sodišče graja župane, ker pač tega župani morajo, so tiste izvoljeni in oni morajo gledati zakonitost, imajo tudi strokovne sodelavce, ki jim lahko v tem pomagajo in ni prav, da je do tega prišlo. Mi moramo, naš Cerop je deloval brez nadzornega sveta. Seje se niso spoštovali na način, da so župani bili povabljeni v Cerop, tam so dobili kosilo in pa na eni strani kosilo, na drugi strani gradivo in so samo dvignili roke, pojedli kosilo pa šli domov. Ni to prav. In na to nas je Računsko sodišče opozorilo in prav je tako. Jaz verjamem in kot veste sem zahteval, da tudi direktor Ceropa tudi za ugotovitev Računskega sodišča, da je za svojimi zasebnimi firmami, ki jih je ustanovil na istem naslovu, Ogrček in na ostale firme, da je prišlo do bistvenega kršitev nekih dejanj in ima vse znake koruptivnih dejanj, kar je tudi Računsko sodišče zapisalo, da pač pričakujem, da bo na naslednji seji direktor ponudil svoj odstop, da bomo dobili novega direktorja, ki bo Cerep postavil na nove temelje, ker prišli smo v situacijo, da naprimer posebne storitve, zdaj tudi ostale občine, ne samo 27 občin, oni so odpadke vozili tudi iz Ptujskega in so te občine odpadke plačevali 10% manj, kot pa mi, ki smo ustanovili to firmo Cerop. Tako da tu je veliko nepravilnosti, težko je to v enem takšnem pogovoru razložiti. V vsakem primeru hudo je narobe,
Ni se delalo prav, ni se delalo v korist občanov, ampak v korist posameznim interesom, kar pa ni dobro. Morda za konec, če zaključiva v malo bolj pozitivnem tonu, kakšni so razvojni načrti občine za naprej, recimo za prihodnje leto, prihodnji 2 leti? Glejte, občino Radenci si želimo vrniti na turistične temelje, tako kot je nekoč bila. Mi v tem trenutku smo naredili dobre, kako bi rekel, iztočnice za projekte, ki smo jih naredili. Evo, že gradimo, v tem trenutku obnavljamo začeli park, te dni bo končan mini golf. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za vinsko fontano na Kapelu, tam, ko je nekoč stala stara kapelska šola. Tam bo do konca marca dokončno izgrajena vinska fontana, ker bomo imeli predvsem vino Traminec s črno etiketo, ki je najbolj znan za ta kapelski vrh. V parku bomo imeli tako imenovane vodne fontano, se pravi, bomo imeli 2, imamo vinsko fontano pa vodno fontano, ki pač sodi v samo Radenci. Tukaj bojo pa ljudje lahko probali vodo z železom, vodo z magnezijom in vse ostale obogačene vode, ki jih tukaj uporablja Radenska za proizvodnjo. Naredili smo že zdaj nove turistične poti, ki so posebej osvetljene, strme z posebnimi tablami, ki bojo ljudem omogočili tudi sprehod med eno in drugo fontano. Imeli smo namen kupiti, pa nas je ta fontana malo tudi električni avtobus, ki bi stalno krožil med Kapelo in Radencem po tej od fontane do fontane, da bi vozil te turiste. In kup nekih novih turističnih projektov. V Hrastju in Motu smo izgradili novi trg, na novo uredili. V Moščaku smo izgradili novi trg z novim malim igriščem. Pozabil sem povedati, ena večjih investicij, ki smo jih te dni končali, je tudi veliko nogometno igrišče z umetno travo in v tem trenutku občina Radenci postaja eden od večjih, boljših oziroma skoraj največji nogometni center v Pomurju. Kar me posebej veseli, zato ker imamo hotel, lahko se ekipe nastanjajo, imamo dijaški dom, ki je zaseden 10% in lahko šole, nogometne šole poceni stanujejo in imajo tukaj turnirje, priprave in podobno. Športni turizem je del enega klasičnega turizma in Radenci se usmerjajo tudi v to smer. Gospod Leljak, najlepša hvala za vsa ta pojasnila in za vaš čas. Hvala tudi vam. Srečno. Tako, drage gledalke, dragi gledalci, vam pa najlepša hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.